Lepo pozdravljeni, dobrodošli, dragi vlagatelji, na rednem četrtletnem pregledu dogajanja na Ljubljanski borzi. Za nami zelo uspešni 3 meseci, lahko rečemo, da je borza tako kot vreme, predvsem marca je bilo zelo toplo, zdaj aprila se je malce ohladilo, ampak na splošno je letos trend pozitiven in tako se nadaljujejo pozitivne smernice, ki so bile izrazite že v lanskem letu. Preverili bomo tiste osnovne podatke, glavne torej številke, ki nas zanimajo o dogajanju v prvem četrtletju, pozneje pa se mi pridružita še 2 gosta, tako da še enkrat dobrodošli. Mislim, da boste izvedeli marsikaj zanimivega, morda dobili tudi kakšen dober investicijski namig. Torej, kaj se je dogajalo na Ljubljanski borzi v prvem četrtletju? Tržna kapitalizacija je presegla 50 milijard evrov in sicer od tega odpade 10 milijard na delnice in slabih 39 milijard na obveznice. Torej, tržna kapitalizacija delnic je le presegla 10 milijard, seveda na račun višjih tečajev, medtem ko je višja kapitalizacija obveznic predvsem posledica kotacije ljudske obveznice. Če smo imeli ob koncu leta 2023 45 milijard evrov kapitalizacije, imamo torej zdaj že več kot 50. Delež prometa po različnih segmentih pa se je malenkost spremenil, jasno, da so še vedno zanesljivo na vrhu delnice, tako iz prve kot standardne kotacije. Skupni delež vidimo, da je trenutno 91%. Delež prometa se je s tem nekoliko znižal v primerjavi s povprečjem v letu 2023 in sicer 97 na 91%, in sicer na račun obveznic in zakladnih menic, vendarle je bilo nekaj več prometa, torej tudi z obveznicami, seveda zaradi začetka kotacije ljudske obveznice in tudi zakladnimi menicami. Kot zanimivost, v prvem lanskem četrtletju ni bilo popolnoma nič prometa z zakladnimi menicami, zdaj pa je ta naložbeni razred za določene vlagatelje vendarle zanimiv in tako je bilo, kot lahko vidimo, nekaj več kot 8 milijonov evrov prometa z zakladnimi menicami. Skupni promet je dosegal skoraj 117 milijonov evrov in je glede na prvo četrtletje 2013 višji za dobrih 60%. Povprečni dnevni promet v prvem letošnjem četrtletju pa je znašal 1,9 milijona evrov. Lanski povprečni dnevni promet je bil 1,34 milijona, predlanski, ko je bilo kar živahno dogajanje na borzi, 1,7 milijona. Torej letos 1,9 milijona evrov letnega povprečnega dnevnega prometa. Kakšen pa je promet borznih članov? Tukaj ni kakšnih presenečenj, razmerja so ostala bolj kot ne nespremenjena, največ prometa še vedno ustvarita Intercapital in pa BKS banka. Katere so bile najprometnejše delnice? Krka nekako ostaja trdno v sedlu, torej še vedno najprometnejša delnica Ljubljanske borze Krka, 38 milijonov evrov prometa. Na drugo mesto so se prebile delnice Nove Ljubljanske banke z dobrimi 32 milijoni. Če pogledamo, kakšen je delež posamezne delnice v celotnem prometu, pri Krki 36%, pri NLB-ju 30%. NLB je kar precej povečal ta delež glede na lansko povprečje. No, precej visok promet je bil tudi z delnicami Cinkarne, ki imajo približno 10% delež v celotnem prometu. Naslednja drsnica je tudi zelo privlačna. Kateri so torej zmagovalci prvega četrtletja? Delnice Nove Ljubljanske banke so se podražile za skoraj 29% v 3 mesecih, s tem so nadaljevale rast iz prejšnjega leta, ko so bile tudi na vrhu tega seznama, lani 36% rast, letos torej dodatno še skoraj 29%. Na drugem mestu malo likvidne delnice Intereurope, tretji je Petrol, Telekom in Krka, tudi lepa rast tečaja okrog 17%. Veseli nas, da je tale naslednja slika pravzaprav prazna, ob kateri nimamo kaj povedati, torej nobena delnica se ni pocenila v prvem letošnjem četrtletju.
Tudi gibanje indeksa SBI Top seveda odraža ves optimizem, ki smo mu bili priča v prvih 3 mesecih, posebej, če ga primerjamo s preostalimi indeksi. Indeks SBI Top je bil eden najboljših celo v svetovnem merilu, če ga primerjamo z regijskimi indeksi, pa vidimo, da smo pravzaprav tudi na prvem mestu. SBI Top je v prvih 3 mesecih pridobil 17%, malenkost več SBI Top Total Return, torej indeks, ki vključuje še dividende, in s tem smo tudi pred hrvaškim Krobeksom, ki je v prvem četrtletju poskočil za 12%. No, na tem grafu vidimo, da je najslabše se odrezal dunajski, torej avstrijski delniški indeks, ki je pridobil nekaj manj kot 5%. In zdaj še posamezne delnice v prvi kotaciji. Nova Ljubljanska banka, torej rast tečaja za skoraj 29%, februarja dosežen tudi rekordni tečaj 114 evrov. Vemo, lep lanski dobiček banke, visoke dividende, o tem bomo v nadaljevanju še kakšno rekli tudi z našima gostoma. Delnice pozavarovalnice Sava, tudi lepa rast, plus 12%. S tem so delnice tudi presegle tisto vrednost začetka kotacije. Vemo, da so prišle na trg pravzaprav v zelo nehvaležnem obdobju junija 2008, tik pred finančno krizo, ko so bile vredne dobrih 28 evrov, potem avgusta 2012 zdrsnile celo na 4,6 evra. No, kdor je takrat kupil te delnice, ima do danes povprečno letno donosnost 17%. Delnice so torej končno presegle tisto vrednost začetka kotacije. Zavarovalnica Triglav v prvem četrtletju nekaj manj kot 3% rast. Delničarji si obetajo vendarle kar lepo dividendo 1,75 evra, glede na lanski dobiček je to visoko dividenda. Naprej imamo Cinkarno Celje, zelo živahno dogajanje, predvsem v prvih dneh letošnjega leta s to delnico. V prvem četrtletju sicer Cinkarna pridobila slabih 5%, ampak rast je bila zelo visoka na začetku leta, ob visoki napovedani dividendi, ki je bila seveda že izplačana 3,20 evra, so že v prvih dneh januarja delnice Cinkarne pridobile 16% in tudi danes so še vedno višje kot na začetku leta, čeprav je bila dividenda že izplačana. Krka tudi kaže lep graf, torej rast 17% v prvem letošnjem četrtletju, tečaj je šel 110 na 128 evrov in pol, padel tudi rekord iz leta 2007, delnice so šle vse do 130 evrov. Petrolove delnice so pridobile 18% od 1. januarja do konca marca, s 23,3 so šle na 27 evrov in pol. Petrol lani 137 milijonov evrov dobička, letos naj bi ga bilo za skoraj 160 milijonov, kar so lepe novice za delničarje, zato tudi visoka rast tečaja v prvem četrtletju. Še 3 delnice so nam ostale, to so Intereuropa, Luka Koper in Telekom. Intereuropa, rekli smo, sicer zelo malo prometa, zgodi se, da tudi po cel teden ni sklenjen noben posel, a vendarle 28% rast tečaja. Luka Koper plus 9% v prvem četrtletju z 32,5 na 35,5 evra. Lukin dobiček lani sicer nižji za 24%, tudi dividenda bo petino nižja, 2 evra. In še Telekom, ki je že izplačal prvi del dividende, 3,10 evra, vseeno tečaj v prvem četrtletju višji za 17%, posli so se sklepali tudi pri 72 evrih. Tako, na kratko o številkah v prvem četrtletju, več bomo seveda povedali zdajle z gostoma. Zelo lepo pozdravljam v naši družbi Lojzeta Kozoleta, analitika pri Iliriki, in Marka Bolariča, borznega posrednika pri Novi KBM. Dobrodošla. Lep pozdrav. Lojze, v prvem četrtletju, kot smo slišali, SBI Top kar 17% rast. Vas je to morda malo presenetilo? Lani je bila že lepa rast. Kako bi tudi to rast lahko primerjali s preostalimi trgi, kjer večinoma rast ni bila tako izrazita? Ja, prvo, hvala za povabilo. Kar se tiče rasti domačega indeksa, ta ni bila zelo presenetljiva. Dejstvo je, da domača podjetja poslujejo dobro in stabilno, so nizko zadolžena ter izplačujejo visoke dividende.
To so pa vsebine, ki zanimajo investitorje. Ob tem domača podjetja pred začetkom tega leta oziroma na koncu preteklega leta so res imela atraktivna vrednotenja in tudi zdaj vsekakor niso draga, ne. Potem pa na splošno, če pogledamo prvi kvartal, je nekako deloval kot nek sanjski scenarij, ki je bil zaznamovan z inflacijo, ki se je umirjala, dobrimi rezultati podjetij za lanski četrti kvartal, z močnim trgom dela, tako v Ameriki kot na tej strani Atlantika, in s pričakovanji, da se bodo obrestne mere predvsem v ZDA krepko znižale, ne. Tako da v takem scenariju se zgodi, da je na trgu manj prodajalcev v primerjavi s kupci, kar pojasnjuje to znatno rast splošno trgov po celem svetu. Merjeno v evrih sta naprimer, smo prej videli trge v regiji, ameriška Nasdaq pa S&P 500 sta merjeno v evrih dobila okoli 12%, nemški indeks DAX 10%, je pa res, da je domači SB Top indeks izstopal 17% rastjo, ne. Ja, tudi promet je vidno porasel v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem celo za dobrih 60%. Dobro, verjetno tudi posledica tega, da je bila lani res likvidnost nizka. Vendar zdi se, da se malce prebuja Ljubljanska borza. Marko Bolarič, kje vidite razloge za to in morda, glede na to, da je v razlogih nekaj povedal že Lojze Kozele, kdo so kupci, so to mali vlagatelji, morda institucionalni vlagatelji, za koga je bila v prvem četrtletju predvsem zanimiva Ljubljanska borza? Tudi z moje strani hvala za povabilo. Jaz mislim, da v začetku lahko izhajamo iz tega, da smo imeli nizko izhodišče in da ta visoka rast je tudi posledica tega. Zdaj, če omenjamo kupce, mislim, da so bili mešani, se pravi tako skladi, ki vlagajo na našem trgu, in individualni mali vlagatelji. Nekaj k temu je pripomogla tudi so pripomogle tudi aktivnosti, ki se izvajajo, se pravi izobraževanje javnosti, izdajanje dolžniških papirjev in s tem prihod novega kapitala na trg. Mogoče še omenimo, da smo imeli do nedavnega tudi precej nizke obrestne mere v bankah, kar pomeni, da so bili ti donosi na borzi precej privlačni za male vlagatelje. In pa, tako kot je kolega že omenil, relativno ugodna vrednotenja naših delnic z lepimi dividendami. Ja, omenjate ugodna vrednotenja. Lojze Kozele, so še privlačna, torej slovenska podjetja, tudi če jih gledamo recimo skozi multiplikator dobička, ali je šel ta kazalnik PE morda že previsoko? Ja, jaz bi tako rekel, da kljub tej rasti, ki se na prvi pogled zdi visoka, so vrednotenja domačih delnic še naprej atraktivna. Naprimer, količnik med dobičkom podjetja oziroma ceno podjetja na trgu in dobičkom podjetja, pa e-količnik, je pri NLB pod 4, ne. To pomeni, da pri lanskem dobičku v 4 letih lahko povrnemo celotno investicijo, vse naprej je pa dobiček, ne. Torej, če bi se tudi v tej naši največji banki na trgu prepolovil, če bi se dobiček prepolovil, bi imel PE 8, ne, kar še vedno ni drago za vodilno banko v regiji, ne. To je samo, da karikiramo, kot na enem primeru, ne. Drugače pa imamo še naprej ugodna vrednotenja in pri Krki, Petrolu, Telekomu, Luki Koper. Torej, še je potencial za nadaljno rast, čeprav smo že v prvih 3 mesecih videli kar lepo rast indeksa SBI Top. Marko Bolarič, verjetno bo marsikaj seveda odvisno tudi od tujine, od razpleta geopolitičnih napetosti, tudi cen surovin, ne nazadnje, ne, te bi znale seveda ob zaostrovanju razmer naraščati, morda bi šla lahko nafta tudi do 100 ali čez, kar bodo seveda občutila slovenska podjetja. To so verjetno nevarnosti, ki prežijo na kupce, ne? Tako je. Veliko bo odvisno od geopolitične situacije in monetarne politike ZDA in EU. Sueški prekop povzroča kar nekaj težav v gospodarstvu, predvsem zamude pri dobavah in morda celo preusmeritev določenih plovnih poti. Hkrati seveda v vsakršnem dogodku skočijo tudi cene energentov in tudi surovin, ki lahko zaradi teh težav primanjkujejo v določeni situaciji. Zdaj, slovensko gospodarstvo je pač izvozno naravnano in ne moremo se tretirati, kot da smo na nekem otoku, ampak moramo pač upoštevati, da smo odvisni od gospodarske aktivnosti v naši okolici in širše.
Lojze Kozole, slovenski blue chipi poslujejo dobro, res da v prvem četrtletju še ni poročil, vseeno, no, bi lahko kje pričakovali večje odstopanja navzgor ali navzdol? Ja, res se poslujejo dobro, dobičkonosno, rezultatov za prvi kvartal še ni, morda izven dogajanja v Rdečem morju oziroma ali Sueški prekop in tako naprej, ki bi lahko morda vplivalo nekako na Luko Koper, na njeno poslovanje, pa tudi to težko zdaj oceniti kako. Ni bilo znanih nekih pretiranih pretresov ali pa opozoril, z katerih bi lahko ocenili, da bi bil vpliv nek fundamentalen na njihovo poslovanje. Ne. Spet, če se obrnemo na NLB, ne, povišene obrestne mere, kjer je 6-mesečni Euribor pri 3,8 odstotka, bodo še naprej podpirale visoko dobičkonosnost banke v prvem kvartalu in verjetno tudi v naslednjih četrtletjih. Povišene obrestne mere ugodno vplivajo tudi na naložben del poslovanja zavarovalnic, pri katerih bi sam pričakoval ponovno dober prvi kvartal. Potem seveda ta glavni blue chip, tradicionalno v zadnjih 10 ali več letih Krka, za njo lahko rečemo, da ima izredno močno operativno poslovanje, ker se vidi v visokih EBITDA maržah iz leta v letne. Tako da tudi tukaj lahko pričakujemo uspešno poslovanje. Ne? Tako da lahko bi omenil, da še v ta domač investicijski venček lahko dodamo še Petrol pa Telekom Slovenije, zaradi pač ugodnih vrednotenj in predvsem stabilnega poslovanja. No? Ja, in dobro poslovanje seveda prinaša tudi lepe dividende. V prvem kvartalu je presenetila predvsem Nova Ljubljanska banka, 2-krat višja dividenda bo letos kot lani. Marko Bolorič, bo še naprej veljalo, torej, da se delnice domačih podjetij, če ne zaradi drugega, če že ne pričakujemo rast tečaja, splača kupovati že zaradi lepih dividend. Pričakujete, da bo to ostalo še nekaj časa tako? Tako, vsekakor slovenske borzne družbe izplačujejo zelo lepe dividende in ta vrednotenja so precej ugodna. Če pogledamo SBI top v povprečju, price earning konec četrtletja je znašel nekje 8,25, kar pomeni, da če upoštevamo, da hkrati smo price earning pri Krki imeli okoli 13 in Krka ima 30% delež v SBI top, to pomeni, da so ostale družbe, ostalih 70% še nižje vrednotene kot 8 price earning. Vsekakor to pomeni, da lahko na koncu tudi izplačujejo lepe dividende. Mogoče tukaj še omenjamo, da smo imeli enkratne dogodke v lanskem avgustu, se pravi poplave, povodnji, ki so vplivali na poslovanje se pravi obeh zavarovalnic, ampak kljub vsemu upamo, da gre tukaj za enkratne dogodke, ki ne bojo vplivali na dolgoročni poslovni model in uspešnost teh dveh zavarovalnic. Prvo četrtletje so zaznamovale tudi ljudske obveznice, februarja so začele kotirati. Kaj za domači delniški trg pomeni, da so začele kotirati ljudske obveznice, če mi lahko tole, Lojze Kozole, vi razložite? Njihova izdaja je pritegnila dodatno pozornost tudi na domači delniški trg in ga s tem približala širšemu krogu domačih vlagateljev, še posebej manjših vlagateljev. To nedvomno predstavlja pomemben korak oziroma korak v pravo smer, zlasti v kontekstu ukrepov, ki so namenjeni spodbujanju razvoja domačega trga kapitala. Seveda bi bilo pa s temi aktivnostmi dobro še tudi naprej nadaljevati. Ja, s kotacijo ljudskih obveznic je zdaj tudi malo zaživel obvezniški trg, saj nekaj poslov se sklene dnevno z ljudskimi obveznicami. Marko Bolorič, zanima me, ali se posamezniku, ki je zamudil januarski vpis obveznic, morda splača še vedno kupiti te obveznice na borzi? Kakšna je zdaj pričakovana donosnost, če jo kupimo? Je precej manjša od 3,4%? Vsekakor se splača, predvsem če to primerjamo z neko pasivnostjo, z kapitalom oziroma z denarjem, ki ga imajo vlagatelji. Pri trenutni ceni okoli 101% od nominale še vedno in upoštevajoč stroške nakupa, še vedno te obveznice prinašajo nekje 3% letno. Mogoče še tukaj omenimo, da država praktično vsak mesec izdaja zakladne menice, ki so cenovno, stroškovno gledano precej dostopne za male vlagatelje in
prinašajo nekje donos med 3,1 in 3,2% letno. Sicer ročnosti so različne, 3, 6, 12 in občasno 18 mesečne. Tukaj mogoče za primerjavo še lahko omenimo možnost vlaganja tudi v tuje zakladne menice, predvsem francoske in nemške, ki so z vidika davka bolj ugodne in imajo kakšno desetinko, dve višji donos, kot imajo slovenske zakladne menice. Je pa ljudske obveznice vpisalo več kot 9000 državljanov, večina je prvič odprla trgovalni račun. Lojze Kozole, ali gre za vlagatelje, ki bi lahko občasno potem kupili tudi kakšno delnico? Bo to pozitivno vplivalo tudi na zanimanje za delniški trg? Ja, zagotovo ne. Vedno več vlagateljev, takšnih in drugačnih, boljše za delniški trg. In pričakujem, da bojo tudi novi vlagatelji, ki so kupili kakšne te ljudske obveznice, da bojo sčasoma kupili tudi kakšno domačo delnico ali tujo. Tako da tudi, kot sem že prej omenil, iz tega pogleda je to kar uspešna strateška odločitev države, bi bila pri izdaji teh obveznic, ki prispeva k razvoju domačega trga kapitala, pa tudi spodbuja širšo finančno participacijo državljanov in predvsem krepi njihovo zaupanje v investiranje. Lotimo se še posameznih delnic. Že prej smo videli, da so šle vse delnice navzgor v prvem četrtletju. Marko Bolarič, najprej Krka, ki ima najvišjo tržno kapitalizacijo, lani sicer malce nižji dobiček, ampak vseeno je tečaj delnice končno dosegel rekord. Kaj lahko pričakujemo, kje so morda tudi nevarnosti za delničarje? Tista grožnja, da bi lahko Krka ostala brez tovarn v Rusiji, se je verjetno zdela malo pretirana, ne? Ja, tako kot je kolega že omenil, Krka pač zelo dobro posluje, lani nekoliko v oteženih okoliščinah. Tukaj moramo omeniti predvsem razmerje evro-rubelj, ki je precej drugačno, se pravi, če smo ga imeli v letu 2022 precej visoko, okoli 65 rubljev za evro, smo imeli v 2023 ta razmerje bolj okoli 90 do 100 rubljev za 1 evro. Seveda, vsako poslovanje prinaša tudi s sabo določena tveganja. Tukaj moramo pač čisto odmisliti, ne moramo te nevarnosti, ki ste omenjali, vsekakor pa zaenkrat se to ni uresničilo. Je pa potrebno pač upoštevati, da Krka nekje tretjino svoje prodaje pač upravlja na dveh trgih, ki sta trenutno problematična, se pravi ruski in ukrajinski. Tečaj je rekorden, ja, vlagatelji očitno že računajo, da bi se kljub vsemu dividenda tudi letos nekoliko povišala, in sicer pričakovanja so okoli 7,5 evra. In Krka že vse od prihoda na borzo tudi zvišuje svojo dividendo. Mislim, da je edina takšna, ne? Tako, in mislim, da na to tudi vlagatelji računajo. Na splošno se mi zdi, da se je letos ta nakupni val začel nekoliko bolj zgodaj, tudi mogoče zaradi napovedi NLB-ja in pa izplačila dividende Cinkarne in pa dela dividende od Telekoma. NLB-jeve delnice letos skoraj 30% rast tečaja. Lojze Kozole, glavni razlog verjetno odlični rezultati, visoka dividenda. Je tukaj še tudi kakšna morda priložnost za nadaljnjo rast, ali smo večino že videli? Kako ocenjujete torej rast Nove Ljubljanske banke? Omenili ste že, da je še vedno po kazalniku PE relativno poceni, ne? Ja, drži. Razlog za to izjemno performanso tudi na ceni delnice je v dobičkonosnosti banke v prejšnjem letu. Moramo vedeti, da je 6-mesečni Euribor danes pri 3,8%, še v januarju 2022 je bil ta negativen pri 0,5%. NLB ima zajetno količino variabilnih kreditov, mislim, da je okoli 5,8 milijarde evrov, kar pomeni, da v tem času, naprimer od januarja 2022 pa do danes, dobre 4% razlike, in za vsak odstotek višji Euribor pomeni 60 milijonov več prihodkov z obresti približno, iz tega naslova. Potem so tukaj še razlike v meri za depozite, za komitente, in ki jih banka dobi na drugje. Tako da ja, NLB je lani zaslužila
mislim, da je bilo 550 milijonov evrov, ima pa 20 milijonov delnic, ne? To pomeni 27,5 evra na delnico. Posledično je NLB glede na lansko leto podvojila predlog izplačila dividend na 11 evrov na delnico. Ne? Sam vidimo, da veliko denarja še vedno ostane, ne? Še posebej ostaja. Tako da v tem lahko omenimo, da je poslovanje NLB bilo dobro v letu 2022, ne samo lani, in bo dobro tudi letos. Obrestne mere so tudi še naprej visoke, tako da bi jaz ocenil, da kljub morebitnemu kakšnemu prevzemu kakšne banke v regiji strani NLB, naprimer, kljub temu lahko zdaj naprej pričakujemo dobre visok nivo izplačil dividend, ne. Osebno bi jaz iz tega sklepal, da tudi delnica, da bi takemu dobremu poslovanju te dobičkonosnosti tudi sledila vnaprej, ne. Ja, pozitivno je tudi, da je likvidnost z NLB-jevimi delnicami precej porasla, se zgodi tudi več kot milijon ali celo 2 milijona evrov prometa. Blaž Brodnjak je pred kratkim omenil, da je to zelo pomembno, ker potem je avtomatično na radarju vlagateljev, kar je seveda pozitivno. Mogoče še Petrol letos načrtuje 156 milijonov evrov čistega dobička na ravni skupine. Marko Bolerič, to je približno tretjina več kot lani, to se sliši zelo spodbudno, so to morda celo preveč optimistični načrti? Zdaj, jaz na začetku bi rad pozdravil tak ambiciozen načrt, se mi zdi to fajn, da niso tukaj skromni, da imajo ambicije. Načrt seveda bazira predvsem na podlagi pričakovanj, da se bodo marže naftnih derivatov v 2024 ponovno normalizirale, kar smo delno tudi že videli v marcu in potem tudi v aprilu, ko so pač te marže začasno kljub vsemu nekoliko povišali in verjetno se bo to nadaljevalo. Nekoliko računajo tudi na samo gospodarsko rast, ki pa seveda se pozna pri njihovi prodaji in posledičnem dobičku, in pa z digitalizacijo poslovanja in razvojem novih prodajnih poti. Še obeh zavarovalnic se lotimo na kratko. Lojze Kozole, tečaj Save Re na primer v pol leta splezal z 22 na 32 evrov, zelo lepa rast. Kakšna so tu pričakovanja? Ja, pri delnicah Save Re je recimo po poplavah vladalo določeno obdobje negotovosti glede škod pri nekaterih vlagateljih kar dolg časa, pa ne samo pri Save Re. Potem je pa na primer prišlo 9-mesečno poročilo lansko, kjer je bilo poslovanje primerljivo z enakim obdobjem letom poprej, ne. Tako da je pol zelo hitro na trgu postalo jasno, da bo zavarovalnica naprej dobro poslovala, izplačevala visok nivo dividend in to je omogočilo okrepitev tečaja ponovno na primerne nivoje, ne. Če še za Triglav omenimo na hitro, je tudi bilo pozitivno presenečenje, kakor NLB, ki je povišala dividendo, pardon, ja. Je bila tudi zelo lepa najava, kar se tiče, ko sta uprava pa nadzorni svet Triglava predlagala kar visoko izplačilo dividend glede na lansko otežkočeno poslovanje, ne, zaradi poplav pa dopolnilnega zavarovanja. Tako da taka najava, tak predlog dividende tudi kaže na stabilnost, kakor govorimo, poslovanja in za prvi kvartal, in da uprava in nadzorni svet pričakujeta dobro poslovanje za naprej, ne. Torej kljub tem poplavam naprej, tako da to bi bile nekako moje misli glede zavarovalnic. No, naj samo omenim, da današnji webinar seveda lahko tudi sooblikujete vsi, ki ste za računalniki, postavite kakšno vprašanje. Zdajle sem dobil pravkar tole, da je dober vpogled v prvo četrtletje tudi mesečna informacija o poslovanju bank, za zdaj sicer na voljo samo januar 2024, in razvidno je, da banke še naprej povečujejo dobiček, o tem ste, Lojze Kozole, že govorili, ne, da torej tudi v leto 2024 smo vstopili optimistično tudi glede tega, ne. Seveda, ja, zagotovo. Dokler bo še posebej NLB, vsaka banka se malo razlikuje, no, ampak glede na bančne razmere tržne v bančništvu v Sloveniji, imamo dve večji banki, mnogo manjših, je smotrno pričakovati glede na te obrestne mere, da se bo proces višje dobičkonosnosti še nadaljeval.
V zadnjih 10 minut pa namenjamo še seveda makroekonomskim razmeram v svetu, jasno, da vse to tudi vpliva na Ljubljansko borzo. Marko, inflacija se umirja, vsaj v ZDA se zdi, da prepočasi. Kakšno so vaša pričakovanja glede inflacije in obrestnih mer? Kdaj, če sploh pričakujete, da bo FED letos začel zniževati obrestne mere? Ves čas ugibamo, na začetku leta smo rekli 6-krat, da bo znižal, zdaj so ta pričakovanja seveda že precej nižja. Kaj vi menite? Ja, inflacija v ZDA je res trdovratna, predvsem zaradi odpornega trga dela in posledično seveda močne potrošnje. To je tudi po mojem tudi same njih presenetili. FED bo začel z znižanjem obrestnih mer, ko bodo ocenili, da je na podlagi makroekonomskih podatkov in predvsem trga dela inflacija dovolj pod nadzorom, da lahko to tudi storijo. Ker dokler je gospodarska aktivnost tako močna in na drugi strani imamo inflacijo, ki je trdovratna, si pač ne morejo privoščiti nižanje obrestnih mer, ker bi dosegli nasprotni učinek. Vse sicer ni odvisno samo od Američanov, ker velik delež v inflaciji ima recimo tudi energenti in te so pa, kot smo že rekli, odvisni tudi od geopolitične situacije v svetu. Česa pa se vi najbolj bojite? Kateri je po vašem mnenju trenutno največji dejavnik tveganja za lastnike delnic in tudi obveznic? Največje tveganje vidim seveda v tej geopolitični situaciji in tudi trdovratni inflaciji, ki se lahko zaradi dolgotrajnih visokih obresti posledično pač povzročijo tudi recesijo. Zaenkrat pač spremljamo tako imenovani soft landing in upam, da pri tem tudi ostane. Tako tukaj nekje vidim največje. Omenjate tudi možnost recesije, seveda vedno je, Lojze Kozele, da je treba bo seveda spremljati te gospodarske podatke, ki so v ZDA ves čas presenetljivo dobri. Kaj vi menite, bo recesija, ne ZDA, Evropa? Če prvo pogledamo ZDA, verjetno v tem letu ne gre pričakovati recesije. Kot je kolega rekel, lani je presenetilo tudi povpraševanje, pa res močen trg dela. Trg dela bo verjetno še naprej ostal močen, ampak zaradi teh podaljšanih obrestnih mer bi lahko vsem pričakovali, da bi prišlo do upočasnitve potrošnje v tem letu v ZDA vsaj nekoliko in potem tudi do upočasnitve rasti BDP na neke nižje nivoje, ampak recesije vseeno ne bi pričakovali. Tako da, če se bo stvari tako nekako iztekle, bi proti koncu leta se lahko inflacija tudi v ZDA malo bolj umirila. In potem bi se lahko tudi obrestne mere začele postopoma stabilizirati. Kar se tiče Evrope, če omenimo inflacijo, če pogledamo inflacijo zdaj v območju evra, je bila trenutno 2,4, kar je dosti nižji kot v ZDA, ki mislim, da je bil zadnji očitek 3,5%. Zaradi tega lahko pričakujemo, da bo ECB nižala obrestne mere pred FEDom, kar bo verjetno še dodatno ukrepil dolar napram evru. Vse taka so moja pričakovanja. In potem seveda posledično hitrejše nižanje obrestnih mer strani ECB bo sčasoma ukrepilo tudi rast v Evropi, za katero tudi ni za pričakovati neke inflacije. Lahko se zgodi, ampak recesije, ampak po vsej verjetnosti ne. Mogoče kakšen nasvet za vlagatelje, morda kdo čaka s kakšno večjo količino denarja, da bi vstopil na trg, pa se sprašuje, zdaj smo visoko, geopolitična tveganja so. Kaj bi priporočali, morda čakati vendarle na kakšen večji padec in potem pogumneje kupovati delnice, ali tisti klasičen recept z manjšimi vsotami postopno, da gremo na trg? Ja, tako kot smo že omenili, na trgu vedno so neka tveganja, tudi trenutno so tveganja, kot je bilo kolega kar omenil, trenutno so res pomembna geopolitična tveganja in mogoče nevarnost, da bi se inflacija nekako povrnila. To bi bilo pač res malo, to ne bi bilo najboljše, ker potem bi bilo treba višati obrestne mere, pa drage cene bi imeli. To ne bi bilo dobro, ampak verjetnost tega dogodka je nizka. Tako da, kot ste rekli, drži, da vsa ta tveganja zahtevajo svojo pozornost in jih je treba spremljati. Drugače, čez leto pričakujemo rast, zato ker še naprej rast kljub tej korekciji v aprilu, ki je bila posledica pač
vrnitve inflacije in geopolitičnih dogodkov. Ampak, če pogledamo malo širšo sliko, trg dela je v Evropi in Ameriki je zelo krepak, inflacija se v Evropi hitro umirja, tudi v Ameriki se konec koncev, pričakujemo dobro poslovanje podjetij, kar se dogaja in v tem letu vse na obeh straneh Atlantika pričakujemo nižanje obrestnih mer, tako da bi jaz ostal pozitivno naravnan do konca tega leta. Zdaj, če govorimo o večjih sredstvih pa nekih negotovih časih, bi prvo izpostavil, da je dobro, da vlagatelji predvsem ohranijo raznolik portfelj, da se izogibajo preveliki izpostavljenosti katerikoli posamezni naložbi ali sektorju. To je zelo pomembno. Zdaj pa čakanje na nek popoln čas za nakup delnic lahko pripelje do zamujenih priložnosti, kar dostikrat opazimo. Tako da mogoče bi bil boljši pristop nekakšno postopno vlaganje, kjer, če že vlagatelji ocenjujejo, da so visoka tveganja, kjer pač vlagatelj razporedi svoje nakupe čez čas in s tem zmanjša tveganje. Dobro je pa, da si vlagatelji tudi tisti, ki želijo, poiščejo tudi profesionalno pomoč. Skratka, če vas prav razumem, gospod Lojze Kozole, tale živalca bo še rohnela, ne? Taka so pričakovanja. Podobno vprašanje tudi za Marka Bolariča, čisto na kratko pričakovanja, pa mogoče kakšen nasvet vlagateljem. Mogoče, če dodam kolegu, se pravi, ja, po teoriji naj bi vlagali, da bi dosegali določeno varnost večkrat, manjše vložke, mogoče celo periodično, dosti natančno. To predvsem verjetno je smiselno pri vlaganju v sklade, kjer se tudi mesečno vlaga in enostavno tukaj nima smisla gledati prav dosti na kakšna je situacija, ker tako vlagamo na daljši rok. Zdaj tukaj tudi se posledično nima smisla neke trenutke loviti. Zdaj pri delnicah, jaz mislim, da dobre delnice podjetij, ki imajo dober poslovni model in v katere verjamemo, je smiselno držati. Niti ne razmišljati, zdaj bom pa nekaj špekuliral, pa bom prodal, pa kupil nazaj, ker dostikrat iz tega v bistvu dobimo na koncu slabši rezultat, tudi z davčnega vidika. Zdaj, načeloma na borzi neki padci zgodovinsko so se pokazali vedno kot priložnost. Tako da, zdaj, če se človek nekaj prišpara in tudi dovolj dolg časa počaka, da pride do takih padcev, jaz mislim, da jih je na daljši rok smiselno izkoristiti. Najlepša hvala, Marko Bolarič, borzni posrednik pri Novi KBM. Hvala, Lojze Kozole, analitik pri Iliriki. Rad bi se zahvalil tudi Novi KBM kot glavnemu pokrovitelju dogodka in tudi Cinkarni Celje, ki je letošnji partner borze pri razvoju kapitalskega trga. Hvala vsem seveda, ki ste spremljali tale dogodek. Želim vam preudarne investicijske odločitve in naj bo tudi kakšna domača delnica v vašem portfelju. Lep pozdrav.